O zadnjih bojih na evropskih tleh teden dni po končani drugi svetovni vojni v kontekstu velikega finala na Koroškem pa bo spregovoril dr. Marjan Linasi, dolgoletni direktor in muzejski svetnik Koroškega pokrajinskega muzeja. Znanstveno-raziskovalno se ukvarja z novejšo koroško zgodovino na obeh straneh Saint-Germainske meje, zlasti za časa nacizma in pa protinacističnega odpora. Zanimajo ga žrtve druge svetovne vojne, v zadnjem času pa tudi burna dogajanja v letih 1918-1920, kamor seveda spada tudi boj za severno mejo in pa koroški plebiscit. Je avtor več kot 400 bibliografskih enot, od tega 12 knjig in pa razstavnih katalogov. Spoštovani Linasi, lepo pozdravljeni, dobrodošli in mikrofon je vaš. Spoštovani, no danes smo že slišali, da to niso bili zadnji boji, o čemer bom jaz govoril, ja, da so bili še pozneje tudi, ampak dobro. Ne bom povedal nič tako bistveno novega, se že vedeli doslej. O sklepnih bojih je veliko literature, ne se o tem, da raziskovalno ukvarja nekoč Francis Derlet svojo znamenito knjigo Veliki finale na Koroškem, ki je prvič izdal leta 1976, v katerem naslovu se tudi sam vzel naslov svojega referata. Zadnje svetovne afere, pa se zadnje tudi naš moj predhodnik v muzeju isto pojavil. Po priboju Sremske fronte in po hitrem prodoru četrte jugoslovanske armade so se z tega prostora pospešeno umikale sile okrog 400.000 pripadnikov nemške armadne skupine in jugovzhodnega bojišča pod vodstvom generalpolkovnika Aleksandra Lera, z njimi pa okrog 200.000 pripadnikov sil domačih nasprotnikov, kot jih jaz imenujem zlasti oboroženih sil NDH, to so ustaši, hrvaški domobrani in črnogorskih četnikov. Toliko jih na ozemlje Koroške seveda ni prišlo, kajti do 12. maja jugoslovanska armada razložila glavnino 7 ali 8 divizij, katerih moštvo je ostalo večinoma na jugoslovanskem ozemlju. Z njimi so se umikale tudi velike množice civilnega prebivalstva, računajo, da okrog 500.000. Pozneje, ko se je težišče bojev preneslo na slovenska tla, so se umikajočim pridružili še slovenski domobranci, pa tudi slovenski četniki, zlasti Melaherjevi štajerski četniki. Sem bil prav presenečen, ko sem bral spomine njihovega poveljnika Melaherja, ki jih je napisal 20 let po vojni, da so 12. maja 1945 z razvito slovensko zastavo šli po Mislinjski dolini in skozi Slovenj Grad. Sprašujem se, kdaj so mogli to iti, ko so pa tam v Doliču potekali boji. Mogoče bolj zgodaj zjutraj, ne vem. Ja. In okrog 6.000 civilnih beguncev je iz slovenskega ozemlja bežalo. Vsi navedeni so imeli za cilj čim prejšnji umik na avstrijsko ozemlje, da bi se tam predali britanski armadi, ter se tako izognili jugoslovanskemu in sovjetskemu ujetništvu in vsem posledicam, ki so jih predvidevali. Jugoslovanska armada, ko se je partizanska vojska v Jugoslaviji od 1. marca dalje uradno imenovala, je imela kot cilj zlasti s svojo četrto armado čim prej priti do Trsta in ga kot pomembno luko osvojiti pred zahodnimi zavezniki, obenem pa skupaj z enotami slovenskega 9. korpusa zasesti zahodne slovenske etnične meje, na to čim prej prodreti na Koroško s primorske in obenem štajerske smeri v obliki dveh krakov klešč, katerih levi krak bi tvorile sile četrte, desni pa sile tretje jugoslovanske armade. Umestni prostor med obema krakoma bi potem strateškem načrtu zapolnili z enotami četrte operativne cone, zlasti za 14. divizijo, ki je imela 5 brigad, o tem smo danes že slišali, Šercarjeva, Tomšičeva, Bračičeva in potem še Šlandrova in Zidanškova in odredi, ki so delovali v okviru cone. Mogoče isto prej, ne vem, malo nazaj, takole, Kljub nekaj poskusom, za brigade je treba povedati, da jim je vrhovni štab
pod poveljstvom Josipa Broza Tita preko glavnega štaba Jugoslovanske armade za Slovenijo 12. februarja ukazal priti čez Savo na Dolenjsko, na območju cone pa pustil odrede pod poveljstvom Štajerske grupe odredov. Kljub neki poskusom jim v februarju in marcu ni uspelo prečkati narasle Save, zato je glavni štab sredi aprila preklical ukaz in jim ukazal ostati na svojem operativnem območju, kar se je ob koncu vojne pokazalo kot dobra rešitev. Ukazal jim je napadati postojanke in prometne zveze, vendar so zaradi premočnih okupacijskih sil bile dolgo časa v defenzivi, dokler okupator ni nekaterih svojih enot premaknil na madžarsko fronto. Skupaj je torej v okviru 4. operativne cone delovalo 5 brigad in 5 odredov, torej kot odredi Koroški, Lackov, Kokrški, Kamniško-Zasavski in Kozjanski. Po podatkih Matevža Haceta, političnega komisarja cone, je šlo za okrog 12.000 partizanov. Gotovo skupaj z zalednimi enotami in oboroženimi aktivisti, njihovimi zaščitniki, skupaj koliko je bilo vseh partizanov, ki so skušali preprečiti tem silam umik na avstrijsko Koroško, gotovo tam manj kot 20.000. Torej je pri umikajočih šlo za večkratno premoč. Res je, da so bili mnogi demoralizirani, vendar to ne velja za pripadnike SS in za ustaše. Ta strategija obkoljevanja v obliki klešči je bila v skladu s strategijo zaveznikov, no to o tem ne bom natančno govoril. Za marsikaj je šlo, a ne tudi ne nazadnje za odvzem, torej za vojni plen, za odvzem naropanih dragocenosti, ki so jih vozili s seboj, in tako naprej. Malo bom skrajšal svoj referat, ker je dokaj dolg. Od 3. do 8. maja je potekalo zasedanje dvojezične Koroške z jugoslovanskimi enotami in obenem mrzlično tekmovanje z britansko vojsko, ki je bila po mednarodnem sporazumu v Jalti o razdelitvi Avstrije na okupacijske cone dodeljena Koroška. Tu bi spomnil mogoče na besede akademika doktorja Jožeta Pirjevca, ki jih je zapisal v svoji knjigi Partizani, kako hudo krivico so naredili zavezniki Titu, ki je toliko naredil za osvoboditev Avstrije izpod nacizma, pa mu niso dali okupacijske cone na območju Avstrije, dali pa so jo Francozom, ki za osvoboditev Avstrije izpod nacizma niso naredili prav nič. Dne 8. maja je začela delovati tudi začasna koroška deželna vlada, ki so jo sestavljali predstavniki koroških političnih strank, ki so delovali pred uvedbo stanovske države. Dan prej je nacistični gauleiter Friedrich Rainer predal oblast. Sile armadne skupine E in jugovzhodnega bojišča ter sile domačih nasprotnikov so bile 8. maja 1945 večji del severno od Zagreba in na slovenskem ozemlju. Slovenski domobranci so skupaj z nemškimi silami ta dan držali fronto pred Ljubljano in nekaj časa zadrževali sile 7. slovenskega korpusa in 29. hercegovske divizije, nato so se omeknili in omenjeni enoti jugoslovanske armade sta korakali v Ljubljano. Isti dan je 3. jugoslovanska armada osvobodila tudi Maribor. Dne 9. maja je torej general polkovnik Aleksandr Ler poiskal stik s predstavniki štaba 4. operativne cone in tega dne malo pred polnočjo v Topolčici pred predstavniki omenjenega štaba podpisal brezpogojno kapitulacijo svojih enot, kar pa ni veljalo za sile domačih nasprotnikov, se pravi za ustaše, za hrvaške domobrane in tako naprej. Ker pa je kmalu ugotovil, da v bližini ni večjih partizanskih enot, ki bi prevzemale vojne ujetnike in orožje in tudi njega samega in njegovega štaba niso varovali dovolj, je pobegnil na Koroško, skušal dobiti stik s predstavniki 5. britanskega korpusa ter mu ponuditi vdajo svojih enot. Tudi njegova vojska, tudi tista, ki se je že vdala, je znova vzela v roke orožje in se skušala prebiti na Koroško k britanski armadi. Na Koroško pa so pritiskale tudi močne sile domačih nasprotnikov ter različne formacije znotraj nemške vojske, sestavljene iz državljanov Sovjetske zveze ali tistih, ki so pobegnili po ruski revoluciji in državljanski vojni. Zaradi hitre zasedbe karavanških prelazov ze strani partizanske vojske sta jim preostali samo še 2 smeri za umik, in sicer čez prelaz Ljubelj na Gorenskem oziroma skozi pravkar dograjen predor, ki so ga morali graditi taboriščniki iz postave taborišča Mauthausen, in iz Celjske kotline skozi Šaleško in Mislinjsko dolino v smeri proti Dravogradu. Nazadnje jim je ostala samo druga izmed možnih smeri, le manjši del umikajočih je ubral druge stranske poti, zlasti skozi zgornjo Savinjsko dolino, ki je bila še mnogo težje prehodna.
malo bom nazaj tisto večjo skico, sem mislil, da bi prej pokazal. Tisto takole, ja. Taka je bila takrat situacija. Ne. To je tako. Na razmeroma ozkem območju so se tiste dni oblikovala 4 bojišča, na katerih so približno istočasno sile Jugoslovanske armade in slovenske partizanske enote skušale omenjenim umikajočim se množicam preprečiti njihovo namero. Prvo bojišče se je oblikovalo na območju Doliča. Malo naprej, če bi dali. Ja. No, Dolič in Dravograd, ja, to je skupaj prikazano. Prvo okrog Doliča za nemškimi enotami 15. kozaškega korpusa, ki so se tot umikali 10. maja, deloma so se istočasno umikali tudi po Dravski dolini, so 11. maja pritiskali iz Šaleške proti Mislinjski dolini sile NDH in črnogorski četniki, a so jim pri Doliču skušali zaustaviti pod enote 3. jugoslovanske armade, zlasti 17. vzhodno-bosenska divizija, ki je sem prispela iz Maribora. Prihajalo je do hudih spopadov z velikimi izgubami na obeh straneh. Dne 12. maja je po neuspelih pogajanjih Majevička brigada iz sestave divizije okrog poldne z vso silo napadla umikajočo se kolono, katere del je bil še v Sotetski Huda Luknja, kateri del, ki je bil še v Sotetski Huda Luknja, se je obrnil in iskal druge poti za umik. Dne 13. maja so se na območju Doliča odvijali najhujši boji. Ustaši so po noči pripravili močan nasprotni napad, s položaja pred Dravogradom so odtegnili izbrane, močne in bojevite sile Črne legije in Pavelićeve telesne straže, ki so zaobšle južno krilo 17. vzhodno-bosenske divizije med kmetom Pušnikom in Šentvidom nad Valdekom, danes Završe. Ja, bi mogoče skico še malo držali, tako ja. Ter se pospele na Paški Kozjak, ki ga ni dotlej zasedla nobena divizijska enota. Zaradi hudih izgub so se ustaši, ki so se sicer izjemno vneto upirali, znašali nad domačim civilnim prebivalstvom, jih več pobili in požgali njihove domačije. Položaji na posameznih višinskih točkah so večkrat menjali gospodarja, divizijsko topništvo ni izbiralo ciljev, zato so bile hude izgube tudi med civilnimi begunci. Uničene pa je bilo tudi veliko nasprotnikove bojne tehnike in vozov. Boji so se končali šele 14. maja. Na tem območju je tudi največ skupinskih grobišč na našem območju, tam v Mislinjski dolini. Največji je tam, kjer je bil skopan protitankovski jarek na križišču cest, kjer gre cesta proti Vitanjem. Tam se računa, da je pokopanih okrog 1500 ljudi in okrog 400 živali. Tudi 17. vzhodno-bosenska divizija naj bi imela po lastnih podatkih 82 mrtvih in 186 ranjenih. Partizani so tu zajeli okrog 11.000 nasprotnikov, lahko malo takole je izgledalo potem seveda. No, potem po bojih, potem so pa nadaljevali pot naprej proti Mislinjski dolini. Torej drugi, ostali, ki niso bili zajeti in tako naprej, so pa pritiskali dalje proti Mislinjski dolini, proti Dravogradu, kjer je bil najkrajši prehod na območje zasedeno z enotami 5. britanskega korpusa. Ja, no do tega le bomo še tudi prišli, ja. No, kar naj tako le bo. Tu so jim spet zastavili pod enote 14. slovenske divizije, enote 3. jugoslovanske armade in tako naprej, zlasti 36. in 51. vojvodinska divizija z topništvom, bolgarske enote, ko smo že slišali, s topništvom in druge, ki so prispeli iz Maribora po Dravski dolini, zlasti 2. bataljon Prekmurske brigade in domnevno tudi nekaj enota Rdeče armade. No, drugo bojišče je bilo torej pri Dravogradu, kamor so se od 10. maja umikale skozi Mislinjsko in Dravsko dolino enote 15. kozaškega konjeniškega korpusa in se deloma vdajale partizanskim enotam, zlasti Tomšičevi brigadi, ki jim je tam zastavila pot, večinoma pa nadaljevali pot proti Laboto in Velikovcu, kjer so prišle v britansko ujetništvo. Enote istega korpusa so se umikale tudi skozi Dravsko dolino iz Maribora proti Dravogradu. Dne 12. maja zvečer je prišlo pri Podklancu do hudih spopadov med vojsko NDH in 3. bataljonom Tomšičeve brigade.
Naslednji dan, 13. maja, istočasno, ko so se v Doliču odvijali najhujši boji, je prišlo v Šentjanžu do pogajanj med predstavnikom štaba 14. divizije, to je bil Franz Sever Franta, in vrhovnim poveljstvom vojske NDH, ki pa niso bila uspešna, saj slednje ni pristalo na popolno vdajo svojih enot. Vojska NDH je na to okrog pol dneva ob podpori tankov silovito napadla partizanske položaje med cestnim in železniškim mostom v Dravogradu, da bi izsilila prehod čez Dravo. Izjemno hudi boji so trajali do večera, vendar preboj zaradi izjemno odločnega odpora branilcev in obstreljevanja ze strani bolgarskega topništva ter topništva 51. vojvodinske divizije ni uspel. V noči na 14. maj, no to je pa ta skica, ne, v noči na 14. maj je močna udarna skupina iz Ustaške, Črne legije in Paveliće telesne straže presenetila in napadla 8. brigado 51. vojvodinske divizije na položajih na Tolstem vrhu. Jo prepolovila in jo v hudih bojih iz bližine pregnala, se premaknila čez železniški most na levi breg Drave ter spostavila šibko mostišče za umik glavnine čez Dravo. Poveljstvo pa je takrat že opustilo ta namen in usmerilo svoje sile po Mežiški dolini proti Poljani in prelazu Holmec, kamor se je glavnini uspelo umakniti 14. maja zjutraj. Po ukazu poveljnika 3. jugoslovanske armade generala Kosta Nađa, ki je zjutraj z spremstvom prispel do Dravograda, torej 14. maja, so pomočni topniški pripravi vse enote jugoslovanske armade z levega brega Drave prešle v splošni napad. Zvečer prodrle na desni breg, na Otiškem vrhu je bojno delovala 6. brigada 36. divizije, zvečer pa, imamo še kako skico tu naprej, ja, tu je beg, umik skozi Slovenjgrad, no, taka je bila situacija tam pri Šentjanžu, pred Dravogradom, to je tista gostilna Taubenwirt, kjer so potekala tista pogajanja, te gostilne danes ni več, no taka je bila situacija tam na tistem prostoru po bojih. Ja, torej zvečer pa je po Mislinjski dolini prispela še vzhodno-bosenska divizija, ki je medtem razčistila položaj pri Doliču. Vse omenjene enote so zasledovali in napadle zadnji del kolone umikajočih se nasprotnikovih sil s civilnimi begunci, jih okrog 20.000 zajele, veliko pa jih je tudi padlo. Takrat so se tudi v glavnem končali boji glavnine na Poljani. No, tretje bojišče je bilo pa prelaz Holmec, torej Poljana pred prelazom Holmec. Na prelaz Holmec nad Poljano pri Prevaljah je že 12. maja računala kolona Lerove vojske, sestavljena iz 104. lovske divizije in mornariških enot, ki se je tega dne zvečer vila iz Šaleške doline preko zgornjega dela. Ne vem, je to tista skica, malo naprej, verjetno. No, takole, no to je zdaj Poljana. Ja, torej, ki se zvečer vila iz Šaleške doline preko zgornjega dela Mežiške doline. Čelo kolone pa se tega dne ustavili v kraju Poljana pod prelazom. Tu so zasedle okoliške hribe Tomšičeva brigada, no se nekaj skica bo, enkrat, če bi lahko na skico, ne, to je že daleč naprej, nazaj. Ja, tako, da vidimo malo. Torej, Tomšičeva brigada 14. divizije, torej te brigade so se potem, naša Tomšičeva se potem premaknila iz območja Dravograda tja. Tomšičeva brigada in drugi bataljon 7. brigade 51. vojvodinske divizije. Po sprvo uspelih pogajanjih o vdaji, ki pa jih je razveljavil kapitan bojne ladje von Huch in ukazal nadaljevati pot. Po spopadu ga niso našli ne živega, ne mrtvega. Je prišlo 13. maja do krajšega 3/4 ure trajajočega, vendar zelo ostrega spopada, pravega masakra, ki ga je Nemcem povzročilo več kot 100 partizanskih strojnic in 20 minometov, seveda, ker so bili zelo nagneteni skupaj, a tudi Nemci so z rafali iz protiavionskega topa povzročili partizanom nekaj izgub. Na kar se je čelo kolone vdalo, potem pa postopoma tudi vsa kolona. Pogled na bojišče je bil pošasten, okrog kilometer daleč je bilo vse v ognju in dimu, plameni so objemali vozila, med katerimi so ležala trupla mrtvih in stokali ranjenci. Tu se je vdalo
okrog 3000 Nemcev, po vsej dolini navzgor pa domnevno skupaj okrog 11 000. Tisti bolj oddaljeni niso niti vedeli, da se je čelo kolone vdalo in so jih morali v to posebej prepričevati. Podatki štaba cone govorijo, seveda tu so zelo približne številke, o 120 mrtvih in 100 ranjenih Nemcih. Približno tako poročilo je poslal poveljstvu svoje misije v Beogradu tudi vodja britanske misije pri štabu cone major Owen. Partizanom je komaj uspelo z 2 bataljonoma odpeljati ujetnike z prizorišča in deloma pospraviti vojni plen, zlasti vozila, ko so že začele z območja Dravograda dotekati na prizorišče spopada močne sile vojske NDH, črnogorski četniki in civilni begunci, skupaj približno 50 000 ljudi. Samo 3 partizanski bataljoni, 1. in 2. bataljon Tomšičeve brigade in 1. bataljon Šlandrove brigade, ki je na poti na Koroško prispel iz smeri Črne, medtem ko je omenjeni 2. bataljon 7. vojvodinske brigade zapustil bojišče, jih niso mogli zaustaviti. Spopadi tudi od blizu so potekali ves dan do 22. ure zvečer, se pravi torej 14. maja, prav tako do 22. ure zvečer. Isti dan, torej 14. maja, prav tako od jutra do večera, so še vedno potekali tudi boji na območju Dravograda. Podatki o izgubah ustašev so različni in varirajo med 110 in 200 padlih. Kako? Ja. Množica na Poljani pa se je čez noč prevalila čez prelaz Holmec, pa tudi skozi oba železniška predora na Libučko polje pri Pliberku. Tam so jih upokolile močne partizanske sile. Ja. Torej, potem je prišlo večkrat do posamičnih pogajanj z njimi, no nazadnje pa do pogajanj v Pliberškem gradu, kjer je na partizanski strani sta tu sodelovala poveljnik 14. divizije polkovnik Ivan Kovačič Fenka in politični komisar 4. armade Milan Basta. Je tako potem prišlo, potem ko tudi Britanci niso hoteli njih sprejeti v ujetništvo in so tudi postavili tanke, a ne kot oviro, tako kot partizani svoje enote, tako so Britanci tudi svoje tanke postavili tam in jih niso, ker je 5. britanski korpus medtem dobil povelje, da ne sme več sprejemati nobenih beguncev iz Jugoslavije in da mora vrniti tudi tiste, ki jih je dotlej sprejel. Tako so potem partizani 15. maja na Libuškem polju zajeli 12 generalov vojske NDH, črnogorsko četniško poveljstvo, okrog 30 000 vojakov vojske NDH, 6 000 črnogorskih četnikov in okrog 20 000 civilistov. No, tako. 4. bojišče, o katerem sem govoril, pa se je oblikovalo pri Borovlah, kjer so boji z nemškimi domobranskimi silami, zlasti z Rupnikovim udarnim bataljonom, so se začeli že 10. maja, posebno silovito s hudimi izgubami na partizanski strani, pa so se nadaljevali 11. in končali 12. maja s prebojem omenjenih čez Dravo v britansko ujetništvo. Njihova usoda potem je splošno znana. Tu je imela na partizanski strani glavno vlogo Bračičeva brigada z koroškim odredom, ki je 10. maja postal njen 4. bataljon, skupaj z avstrijsko enoto, ki je bila ustanovljena 3. maja v okviru 3. bataljona koroškega odreda. V publicistiki se pojavljajo tu podatki celo o 180 mrtvih partizanih, kar je najbrž približna in najbrž pretirana številka. Poročila, ki jih izkazuje, torej podatki, ki jih izkazujejo partizanska poročila, so bolj realni, tam med 70 in 80. In izgube na nasprotnikovi strani niso bile hude, ker je seveda imel nasprotnik prednost v bojni tehniki in tudi boljše položaje. Hvala.